Živi nas in narodniki krepeni dočakan dan, da kove sonce vodi, prepiri sveta bo pregnan. Darojak, prosto vsak ne vrag, ne sosed pomejak. Darojak, prosto vsak ne vrag, ne sosed pomejak. Spoštovane prostovoljke in prostovoljci, spoštovani letošnji nagrajenci. Prav prisrčen pozdrav vsem na slavnosti podelitvi plaket Državnega sveta. Prosim predsednika Državnega sveta Mitjo Brvarja za pozdravni nagovor. Spoštovane prostovoljke in prostovoljci, visoki gostje, dovolite, da sedaj med nami pozdravim nekdanjega predsednika Državnega sveta magistra Blaža Kavčiča, prav tako da pozdravim nekdanjega predsednika Državnega zbora Jožefa Školča in pa tudi državne svetnike Igorja Antaverja, Branka Šumenjaka, Tomaža Horvata, Darjo Kuzmanič-Korvo in Petra Požuna. Prav tako pa lep pozdrav vsem vam, ki ste se danes tukaj zbrali. Dovolite mi seveda, da vas tudi pozdravim v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, drugega doma našega parlamenta, na današnjem svečanem dogodku podelitvi priznanj najzaslužnejšim delavkam in delavcem na področju prostovoljstva za leto 2014. Današnji dan je za Državni svet in prostovoljstvo še posebej pomemben, saj poteka jubilejna, že 20. podelitev plaket. Državni svet Republike Slovenije je plakete podelil prvič leta 1994. Od takrat do danes smo izročili več kot 100 zaslužnim posameznikom. Zavedamo se, da je to dejanje le skromen simbolni izraz spoštovanja vsem tistim, ki s prostovoljnim delom zastopate in mu dajete poseben osebni pečat. Z dogodkom pa želimo opozoriti tudi na širši družbeni pomen prostovoljstva. Upam, da bodo tudi mediji dali temu dogodku pomemben prostor v svojih poročilih, saj si prostovoljci to nedvomno zaslužite. Verjamemo, da je pomembno in potrebno, da je na najvišji državni institucionalni ravni vzpostavljen mehanizem moralne podpore prostovoljnemu delu. Ob tem seveda želimo predvsem spodbuditi vse tiste, ki se v prostovoljstvo šele vključujete, zlasti mlade, da bi pogumno stopili na pot plemenitega poslanstva pomoči sočloveku. V Državnem svetu Republike Slovenije vseskozi močno podpiramo sodelovanje z društvenimi organizacijami, s prostovoljkami in prostovoljci, saj je Državni svet v svojem pomembnem delu zastopnik interesov civilne družbe. Državni svetniki se še kako zavedamo, da je prostovoljstvo eden temeljnih stebrov civilne družbe, ki širi najplemenitejša stremljenja človeštva, prizadevanja za mir, svobodo, človekove pravice, dostojanstvo, priložnost, varnost in pravičnost za vse ljudi. Zato smo ponosni, da smo bili med prvimi, ki smo začeli opozarjati na vlogo, pomen in zasluge prostovoljstva v sodobni slovenski družbi in pripomogli tudi k ureditvi zakonodaje na tem področju. Glede na število odličnih posameznikov, prostovoljcev, nam je žal, da je število priznanj omejeno, saj smo prepričani, da so vsi predlogi, ki smo jih prejeli, utemeljeni in da si zaslužijo priznanje. Prostovoljstvo je še posebej v današnjem času velikih ekonomskih in socialnih stisk, pa tudi vse pogostejših naravnih nesreč, neprecenljiv blažilec velikih težav
s katerimi se spopadajo mnogi državljani. Ko inštitucije opešajo, in žal se to v zadnjem času vse prevečkrat dogaja, takrat nastopite vi, prostovoljke in prostovoljci. S svojimi dejanji vračate zaupanje sočloveka in humane vrednote. Besede, kot so skupnost, skrb, pomoč, solidarnost, zaradi vaših dejanj niso le mrtve črke na papirju in niso le prazne fraze. Ob tem pa ste tudi prostovoljci izpolnjeni v zavesti, da ste storili nekaj dobrega za sočloveka. In zato vam izrekam iskrena hvala. Prostovoljstvo je dokaz, da skupnost živi in da ozaveščenim posameznikom ni vseeno za sočloveka. V času krčenja socialne države, tega ključnega civilizacijskega dosežka zadnjih 150 let, sta dobrodelnost in prostovoljstvo še toliko bolj pomembna, čeprav morajo za ohranjanje socialne kohezije in kvalitete življenja poskrbeti drugi družbeni dejavniki. Čedalje več ljudi namreč potrebuje pomoč. Še zlasti so ogroženi otroci in starejši. Revščina pa je potrkala naprej nekatera vrata. Mnogo ljudi ostaja na obrobju in ta množica se nažalost še povečuje. Poleg materialne revščine pa družbo duhovno siromaši tudi pohlep, sebičnost in egoizem. Skozi prostovoljstvo pa se uveljavljajo tudi številne vrednote ter uresničujejo številni potencialni in možnosti za premostitev razlik, ki nas v vsakdanjem življenju prepogosto ločujejo. Spoštovane prostovoljke, spoštovani prostovoljci, z veseljem lahko rečemo, da ima prostovoljno delo v Sloveniji dolgo tradicijo in da uspešno deluje na različnih področjih: socialnem, športnem, rekreativnem, kreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem in še posebej v kriznih situacijah, ko priskočijo na pomoč gasilske organizacije in reševalci. Z današnjo prireditvijo želimo Državnemu svetu Republike Slovenije izreči vam, prostovoljcem, veliko priznanje in hvaležnost za nesebično pomoč ljudem. Darujete svoj čas, energijo, dobro voljo. In zato vam iskrena hvala. Ob prazniku Dneva prostovoljstva 5. decembru pa čestitam prav vsem prostovoljcem Sloveniji. Hvala lepa. Naj čuje zemlja in nebo, kada s pobratimi pojojo. Naj se od usta ustra zliga, kar tu med nami vsak prisika. Da srce zvisto kakor zdaj, ostalo bude vika maj. Da srce zvisto kakor zdaj, ostalo bude vika maj. Da srce zvisto kakor zdaj, ostalo bude vika maj. Da srce zvisto kakor zdaj, ostalo bude vika maj. Današnja slovesnost je namenjena našim nagrajenim prostovoljkam in prostovoljcem
ter seveda vsem prostovoljcem, saj je prav današnji dan Organizacija Združenih narodov že leta 1985 razglasila za Mednarodni dan prostovoljstva. Vokalna skupina Ingenium se nam je s pesmijo že predstavila. Dovolite pa mi, da jih predstavim še jaz. Ingenium je pevska zasedba, katere začetki delovanja segajo v jesen 2009. Skupino sestavljajo mladi, prekaljeni pevci z ambicijo po ustvarjanju ter po ustvarjanju klasičnih in modernih stvaritev. Skupina je zelo uspešna in omenila bom samo nekaj letošnjih velikih mednarodnih dosežkov. Avgusta je skupina na tekmovanju v Arecu v Italiji osvojila prvi nagradi v kategoriji malih skupin in kategoriji renesančne glasbe. Novembra pa je zasedba na prestižnem zborovskem tekmovanju v Tolozi v Španiji v kategoriji malih pevskih zasedb zmagala tako s sakralnim kot posvetnim programom, vrh tega pa osvojila tudi nagrado občinstva. V letošnjem letu je šel prvi glasbeni album Ingenium, ki zaobjema široko paleto različnih glasbenih zvrsti. Sicer deluje kot mešana zasedba in se fantom pridružita še dve dekleti. Kot pa vidimo, so zelo prilagodljivi in lepo zapojejo tudi v moški zasedbi. Sedaj pa prosim predsednika Državnega sveta Mitjo Brvarja, da podeli plakete. Prejemnico plakete gospo Jožico Berden je predlagal državni svetnik Branko Šumenjak, predsednik mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta. Gospa Jožica, prosim. Jožica Berden je prostovoljka, odkar se je poročila v Babince leta 1976 in vključila v društva, ki so takrat obstajala. Kmečke žene, prostovoljno gasilsko društvo in pozneje, ko se je ustanovilo športno društvo, tudi Van. Danes je članica društev za osteoporozo, invalidov, prostovoljnega gasilskega društva, od leta 1995 pa je najbolj aktivna v turistično-kulturnem društvu, katerega predsednica je od leta 2008. Pod njenim vodstvom so aktivnosti osredotočene na krajevno opredeljevanje posameznih pojavov kulturne dediščine, prehranjevanje, šege, navade, petje, ples, običaji, obeleževanje praznikov. Jožica Berden je gonilna sila društva in pobudnica številnih dejavnosti ter organizatorka različnih potovanj in izletov, na katerih se predstavlja društvo. S pesmijo, plesom in kulinaričnimi dobrotami so tako gostovali v Nemčiji, Belgiji, Bolgariji, Avstriji in na Madžarskem. Svojim karakterjem deluje povezovalno in združuje veliko sokrajanov pri projektih. Tako v Babincih stoji nov vaško-gasilski dom, na katerega je Jožica Berden zelo ponosna. Noben dan gradnje ni minil brez nje. Večino del je namreč organizirala kar sama. Ko ni imela v roki telefona, je vihtela kuhalnico in kuhala za lačna usta delavcev. Zelo uspešna je tudi pri pridobivanju sredstev za delovanje društva. Osebno, kakor tudi v imenu društva, je prejela veliko priznanj in pohval. Letos je tudi prejemnica občinskega priznanja, ki ga je podelila županja. Prejemnico plakete, doktorico Valerijo Bužan, je predlagal državni svetnik magister Peter Požun, predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.
Gospa Valerija Božan je psihologinja, doktorica znanosti in specialistka klinične psihologije, ki svojo osebnostjo, izjemnim življenjskim strokovnim delom, vezanim na osebe z motnjami v duševnem razvoju in neutrudnim delovanjem dosega pomembne izboljšave v njihovem življenju, obenem pa opazne premike v slovenski družbi glede sprejemanja drugačnosti. Še posebej v zadnjem času z uspešnimi projekti Druga violina VDC v BTC-ju. V Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, kjer je zaposlena že 30 let, zadnjih 12 let kot direktorica uspešno združuje bogato znanje, menedžerske sposobnosti in izreden socialni čut. Svojim znanjem, izkušnjami in predvsem osebno zavzetostjo je ustvarjalka in pogumna pobudnica številnih rešitev ter gonilna sila razvoja na področju celovite skrbi za otroke, mladostnike in odrasle z motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Njene aktivnosti so tako številne, da jih je nemogoče zaobjeti v parih stavkih, saj deluje oziroma je delovala kot članica strokovnega sveta za socialno varstvo in strokovnega sveta za družino, predsednica Socialne zbornice Slovenije in SOVS, članica strokovnega sveta Zveze Sožitje in različnih skupin strokovnjakov na področju dela z ljudmi s posebnimi potrebami. Že vrsto let je zelo dejavna tudi v različnih evropskih projektih. Odprta je za delo in pomoč prostovoljcev, ki jih privabi s svojim entuziazmom, prostovoljnih dejavnosti pa se stalno udeležuje tudi sama. Odlično sodeluje z lokalnimi skupnostmi, v katerih delujejo posamezne enote centra in se odziva na njihove potrebe, krepi socialno vključevanje in skupnostno skrb za ljudi s posebnimi potrebami. S stalnim prizadevanjem in svojimi sposobnostmi ruši stereotipe v družbi, z iskanjem novih poti navdušuje in opogumlja druge, da ji sledijo. Prejemnika plakete doktorja Romana Dorna je predlagala Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Doktor Roman Dorn je srednjo tehniško šolo končal leta 1971 v Mariboru. Študijem nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in diplomiral leta 1977 kot študent prve generacije na smeri računalništvo in informatika. Magistriral je leta 1985 z delom optimizacija prevajalnikov, leta 1994 pa uspešno zagovarjal doktorsko dizertacijo na področju računalništva z naslovom Razpoznava in vrednotenje vzorcev prstnih odtisov. Na področju tehnične kulture je pričel s prostovoljnim delovanjem kot član organizacijskega odbora prvega republiškega tekmovanja v računalništvu za srednješolce leta 1976 in bil do leta 1989 njegov predsednik. Potem je prevzel koordinacijo zagovorov nalog mladih raziskovalcev. Bil je eden od pobudnikov in soorganizator prve računalniške olimpijade za srednješolce v Novi Gorici leta 1988. Vodil je 2 jugoslovanski ekipi in nato še 15 slovenskih ekip dijakov na mednarodnih računalniških olimpijadah. Še vedno aktivno deluje kot član komisije za računalništvo pri ZOTKS, za učence in dijake pa pripravlja zanimive delavnice iz elektronike in elektrotehnike. Njegov prispevek pri oblikovanju informacijske družbe in vzgoji mladih na tem področju je neprecenljiv. V preteklosti
je prostovoljno sodeloval pri organizaciji mikroračunalniških sejmov, ki so leta 1991 prerasli v sejemsko prireditev Infos, ki je bila več kot 10 let osrednja slovenska računalniška prireditev. Je tudi ustanovni član Slovenskega društva Informatika. V 70 letih prejšnjega stoletja, kar se sliši zelo daleč, ni pa tako daleč, pa je bil nekajkrat član organizacijskega odbora Simpozija Informatika na Bledu. Dr. Roman Dorn je svojim prostovoljnim delovanjem vsekakor prispeval k napredku področja računalništva v Sloveniji, vzgoji mladih računalničarjev ter razvoju njihovih talentov. Prejemnika plakete, gospoda Rajka Faturja, je predlagalo športno društvo GIP Šiška s podporo Olimpijskega komiteja Slovenije. Gospod Rajko Fatur je postal član športnega društva GIP leta 1961. Po končani tekmovalni karieri se je aktivno vključil v delo judo sekcije društva. Pomagal je kot organizator prireditev in vseskozi vodil evidence in arhiv judo sekcije, kar opravlja še danes. Po njegovi zaslugi so ohranjeni vsi podatki o članih društva in tekmovalnih rezultatih vse od leta 1960, ko je začela delovati judo sekcija. Ob organizaciji prireditev in tekmovanj je vodil tudi pripravo biltena ob 40. in 50-letnici delovanja juda v našem društvu. Od leta 1975 do 1994 je deloval kot trener. Leta 1995 je prevzel vodenje judo sekcije in funkcijo opravljal do leta 2010. Od leta 2000 do danes je član komisije za pasove Judo zveze Slovenije. V okviru te komisije opravlja tako izobraževalno delo, kot urejanje arhiva in evidenc. Rajko Fatur je vse organizacijsko delo in velik del izobraževalnega dela vsa ta leta opravljal prostovoljno. Razvoju in širjenju juda je namenil veliko svojega časa in ustvarjalne energije. Že vsa ta leta je velik pripadnik športnemu društvu GIP. Vsa prostovoljna dela je opravljal in jih še vedno opravlja profesionalno, za kar si zasluži posebno priznanje.
Jaz sam bom listje grabu, jaz sam bom živ. Jaz sam bom dekle ljubil, ko bom nazaj prišel. Jaz sam bom dekle Prejemnico plakete, gospo Darjo Groznik, je predlagala Zveza prijateljev mladine Slovenije. Gospa Darja Groznik je do študijskega obdobja živela v Višnji Gori, kjer je obiskovala osnovno šolo. Šolanje je nadaljevala na gimnaziji Josipa Jurčiča v Stični, nato se je vpisala na študij psihologije na Filozofski fakulteti. V času šolanja je vsestransko delovala tako v lokalnem okolju kot v šoli, kjer je bila vključena tako v pionirsko kot kasneje v mladinsko organizacijo. Aktivno se je vključevala v različne prostovoljske dejavnosti v domačem kraju, med drugim je bila prostovoljka pri nudenju učne pomoči na Centru za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik. Kmalu je kot honorarna sodelavka začela z novinarskim delom na radiju. Najprej na Valu 202, leta 2011 pa je prevzela mesto odgovorne urednice prvega programa Radia Slovenija in to delo opravlja še danes. Tudi kot novinarka je vedno imela posluh in je našla prostor za šibkejše. Redno se je vključevala tudi v najrazličnejše humanitarne akcije za pomoč socialno ogroženim, predvsem pa jo je delo vodilo z namenom omogočanja enakih možnosti za vse otroke. Leta 2003 je postala predsednica nacionalne mreže Tom Telefon. V času njenega predsedovanja je Tom Telefon uspešno razširil delovanje na nove komunikacijske kanale. Marca leta 2012 je bila izvoljena za predsednico Zveze prijateljev mladine Slovenije, kjer se zavzeto trudi za to, da so želje in potrebe otrok, mladostnikov in družin slišane in tudi upoštevane. Zveza prijateljev mladine Slovenije kot organizacija pa pod njenim vodstvom še krepi svoj položaj pri zastopanju in uveljavljanju interesov in potreb ter zaščiti pravic družin in otrok. Prejemnico plakete gospo Emilijo Kavaš je predlagala Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev, medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Gospa Emilija Kavaš je od leta 1992 prostovoljka in vodja župnijske Karitas Beltinci. Organizira dobrodelne prireditve, spremlja težko bolne in umirajoče ter obiskuje starostnike njihove občine, ki živijo v domovih starejših. Od leta 1997 je vodja skupin za samopomoč pri Združenju za gerontologijo in gerontagogiko.
Od leta 1997 je tudi vodja projekta Letovanje socialno šibkih otrok v Ankaranu, ki vsako leto razveseli 60 otrok. V času vojne v Bosni in Hercegovini je organizirala pomoč 25 do 30 beguncem iz Bosne in Hercegovine, organizirala humanitarno pomoč bolnišnici Osijek ter v Bosni in Hercegovini v okolici Brčkega v vrednosti 350.000 takratnih nemških mark in sicer kar 35 tovornjakov pomoči v sodelovanju z nemško Caritas, evangeličansko humanitarno organizacijo in Lions klubom Murska Sobota. V letih 2002-2003 je bila koordinatorica v pilotnem projektu Živimo zdravo, ki je podprto strani Ministrstva za zdravje in občine Beltinci. V letih 2004-2005 je bila predavateljica na Rdečem križu Murska Sobota na temo skrb za starejše. 20 let je bila predsednica strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja, kjer je organizirala številna strokovna srečanja, bila aktivna predavateljica in organizatorica družbenih srečanj in družabnih srečanj in vključena v različna delovna telesa zbornice oziroma zveze. V občini Beltinci je veliko prispevala za socializacijo in boljše življenje članov romske skupnosti. Je oseba, ki živi in se razdaja za ljudi potrebnih pomoči. Že od leta 1991 je aktivna tudi v sindikalni dejavnosti. Prejemnika plakete, gospoda Ivana Krambergarja, sta predlagala Združenje policistov Slovenije ter Zavod 116, Zavod za storitve s povečano družbeno odgovornostjo s podporo državnega svetnika Branka Šumenjaka, predsednika Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta. Gospod Ivan Krambergar deluje kot prostovoljec od leta 1993, ko je kot mladi prostovoljec vstopil v krajevno organizacijo Rdečega križa Negova. Letno opravi več kot 1000 ur prostovoljnega dela na širšem področju prostovoljnega dela kot prostovoljni gasilec, operativec, mentor otrok in mladine. Redno sodeluje pri izvedbi kampa Modri medo, ki ga organizira Združenje policistov Slovenije, aktivno deluje v organizaciji Združenja policistov Slovenije kot spremljevalec oseb z motnjami v duševnem razvoju pri zvezi Sožitje, športni inštruktor oseb s cerebralno paralizo pri zvezi Sonček in je krvodajalec, kri je daroval kljub svoji mladosti že več kot 20-krat. Kot policist je zaposlen v slovenski policiji, kjer večkrat pomaga ljudem v stiski in kjer se njegov čut do sočloveka povezuje z integriteto lika policista. Kot prostovoljni gasilec je pomagal pri odpravljanju posledic naravnih nesreč, tako v preteklosti kot tudi letos pri odpravljanju posledic žledu na Notranjskem. Aktiven je pri delu z mladimi gasilci, udeležba na več državnih tekmovanjih. Prav tako sodeluje tudi z mladinskimi društvi na lokalni ravni in pomaga pri soustvarjanju projektov Zavoda 116, na primer projekta 116 000 vse evropske številke za prijavo pogrešanih otrok. Sodeloval je tudi pri nacionalnem projektu Računalniško opismenjevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju in projektu Sorejenci OMDR. Med drugim je tudi član Mednarodnega združenja policistov IPA. Zaupan mu je že drugi mandat dela v etični komisiji organiziranega prostovoljstva, kot član pa
pa sodeluje v delovni skupini za pripravo novele zakona o prostovoljstvu pod okriljem Slovenske filantropije. Izglasovan je bil za ime meseca na Valu 2002 in Radiu Murski Val. Bralci časopisa Vestnik so ga izglasovali za Pomurca meseca junija 2014, prejel pa je tudi že več priznanj z področja prostovoljstva, tako na lokalni kot državni ravni. Ivan Kramberger je kot prostovoljec vzgled za prostovoljno delo in dviguje njegovo raven, zato se ga preprosto lahko opiše kot 100% prostovoljca. Prejemnico plakete, gospo Nado Kuralt, je predlagal Rdeči križ Slovenije, Zveza združenj. Gospa Nada Kuralt je vse od leta 1966 naprej aktivna prostovoljka Rdečega križa Slovenije in je še danes, po 48 letih, svojo neizmerno energijo ter izrednim čutom za stisko sočloveka vir inspiracije in vzgled ostalim prostovoljcem tako v svojem kraju kot v širši gorenjski regiji. V skorajda 5 desetletjih soustvarjanja programov pomoči najranljivejšim skupinam prebivalstva je Nada Kuralt pomagala številnim posameznikom in družinam ter razširila marsikatero socialno in psihološko stisko svojih sokrajanov. Njen pomemben prispevek k boljši kakovosti življenja ljudi in povezovalno vlogo pri odzivu na stiske je prepoznala tudi matična občina Gorje s podelitvijo zlate plakete in leta 2011 tudi z nazivom častne občanke. Poleg izrednega posluha za stiske soljudi, velike mere empatije in pa odličnega poznavanja socialne problematike na terenu je Nada Kuralt, višja medicinska sestra, pustila neizbrisljivo sled tudi na področju zdravstvene nege in preventive. Njena predanost in srčnost pri delu z ljudmi in uveljavljanju humanih vrednot v družbi, kakor tudi zasluge pri uspešnem delovanju Rdečega križa Gorje in širše, so bili prepoznani z najvišjim odlikovanjem tudi v organizaciji Rdečega križa. Svojimi neprecenljivimi izkušnjami je prostovoljka Nada Kuralt še danes vir moči, znanja in motivacije številnim mladim prostovoljcem in svojo toplo besedo ter konkretno pomočjo v neizmerno oporo ljudem, ki so se znašli v stiski. Marko skacze, 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 skacze, Marko skacze, Marko skacze, skacze, hej. Dajte mi, praga moja mati. Haj, 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 praga moja mati. Haj, 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 draga moja mati. Ne dam ti, stasi bradati. Haj, 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 stasi bradati. Haj, 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 stasi bradati. 1
Prejemnika plakete, gospoda Igorja Miljavca, je predlagal državni svetnik Tomaž Horvat, podpredsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Gospod Igor Miljavec je s prostovoljstvom začel v športnih in kulturnih društvih na Goriškem, pri čemer je bil pobudnik ustanovitve več tovrstnih društev. Z letom 2000 je postal dejaven v medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica. Od takrat je zastavil in izpeljal več projektov z področja izobraževanja, rehabilitacije, športnih aktivnosti za ljudi s posebnimi potrebami, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter ljudje s težavami v duševnem zdravju. Ob tem velja predvsem izpostaviti projekt s policijsko upravo Nova Gorica z roko v roki, ki je namenjen varnosti invalidov v domačem okolju in je leta 2011 postal republiški projekt. Že 10. leto poteka tudi program rehabilitacije ljudi z okvaro vida in njegovih svojcev v domačem okolju. V zadnjem času pa je posebno pozornost namenil opravljanju arhitektonskih in komunikacijskih ovir v javnem življenju za vse ljudi s posebnimi potrebami, računalniškemu opismenjevanju in iskanju zaposlitev za invalide ter ozaveščanju širše javnosti o posebnostih in težavah ljudi s posebnimi potrebami. Projekta Most med temo in svetlobo in Tečem, da pomagam. Vse njegovo delovanje in projekti temeljijo na povezovanju in sodelovanju z občinami in gospodarskimi organizacijami na Severnem Primorskem, v zamejstvu in z nevladnimi organizacijami v Sloveniji. Prejemnico plakete, gospo Anko Osterman, je predlagala državna svetnica magistra Darja Kuzmanič-Korva, vodja interesne skupine negospodarskih dejavnosti. Gospa Anka Osterman je upokojena sociologinja, ki je delovno kariero posvetila področju socialnega varstva. Vrsto let je bila direktorica Centra za socialno delo Ptuj, en mandat je bila ministrica za borce in vojaške vojne veterane v slovenski vladi, bila je državna sekretarka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za področje socialnega varstva in vodja projekta ustanavljanja skupin starih za samopomoč. Po upokojitvi svoje bogato znanje in izkušnje posreduje kot prostovoljka in vrsto let aktivno deluje na področju pomoči starejšim osebam. Je aktivna in zvesta prostovoljka v programu Starejši za višjo kakovost življenja doma, ki deluje pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije. V programu deluje že od vsega začetka nastajanja programa in je ena izmed soavtoric prvega projekta medsebojne pomoči starejših, ki je bil izveden na Ptuju leta 1998. Metodologijo medsebojne pomoči starejših je v ekipi upokojenih strokovnjakov v okviru slovenske filantropije razvijala v 3 projektih v letih od 1999 do 2004. Eden izmed njih je imel mednarodne razsežnosti. Program Starejši za starejše je ekipa zastavila leta 2004 v okviru slovenske filantropije in ga leto kasneje prenesla na Zvezo društev upokojencev Slovenije. Od leta 2004, torej že 10 let, prostovoljke in prostovoljci, člani društev upokojencev, obiskujejo vrstnike starejše od 69 let na terenu,
kjer deluje društvo in tiste, ki živijo v lastnih gospodinjstvih. Med njimi iščejo od 15 do 20% tistih, ki potrebujejo pomoč okolja, da bi lahko še naprej živeli v svojih lastnih gospodinjstvih in jim v svojih društvih v 80% ter s pomočjo vladnih CSD patronaža občina in nevladnih organizacij v 20% organizirajo pomoč. V 10 letih je projekt z medsebojno pomočjo starejših uspel pokriti 64% ozemlja Slovenije. V programu sodeluje 281 društev upokojencev in 3414 prostovoljk in prostovoljcev, ki jih vodi 245 koordinatoric projekta v društvih in 17 pokrajinskih koordinatorjev ter 8 upokojenih strokovnjakov v vodstvu. Vsi, razen 2 zaposlenih strokovnjakinj, delajo v projektu prostovoljno. Samo v letu 2013 so naredili 834.241 prostovoljskih ur. Gospa Anka Osterman je članica strokovnega sveta Zveze društev upokojencev Slovenije in predsednica programskega sveta programa Starejši za starejše, izobraževalka prostovoljk in prostovoljcev v programu, predsednica Društva upokojencev Optimisti, aktivna na področju zagovorništva pravic starejših, v okviru Zveze društev upokojencev vodi tudi aktivnosti na področju preprečevanja nasilja nad starejšimi. Svoje znanje, izkušnje, energijo in življenjsko moč nesebično razdaja vrstnikom in s tem marsikomu olajša življenje. Vztrajno se bori za človekove pravice starejših, tako z dejanji kot vzgledom. Dela požrtvovalno in strokovno, za kar si zasluži posebno priznanje. Prejemnike plakete gospoda Jožeta Praha je predlagala Turistična zveza Slovenije. Prostovoljno delo Jožeta Praha se je pričelo leta 1974 v planinskem društvu Lisca Sevnica in s tem posredno tudi v Planinski zvezi Slovenije. Članstvu turistične društvene organizacije se je pridružil leta 1999 kot glavni pobudnik za ustanovitev turističnega društva Ostrovrharji Svibno in je eden izmed njegovih ustanoviteljev. Pri Turistični zvezi Slovenije aktivno deluje od leta 2002 dalje, sprva kot član Komisije za razvoj turizma v gozdnem prostoru, od leta 2008 dalje pa kot njen predsednik. Jože Prah je tudi predsednik Komisije za evropske pešpoti v Sloveniji in predsednik odbora za tematske poti v Posavju, v katerih vidi velik potencial za turizem na področju pohodništva in kolesarjenja. Na regijskem nivoju je oživel etnografsko zanimive dogodke in bil pobudnik turističnih prireditev, ki so postale tradicionalne, kot so na primer splavarji na Savi, pohod po poti oglarjev, teden gozdov na Dolah. Izdal je tudi zloženke, monografije, vodniki Oglarska pot, Svibno v sliki in besedi. V okviru projekta Moja dežela, lepa in gostoljubna, je pobudnik tekmovanja in ocenjevanja za najtematsko pot v Sloveniji. Kot zavzet gozdar se zavzema za razvoj in varovanje gozdov ter narave in razvoj podeželja. Svoje bogate izkušnje in znanja rad prenaša na mlade. Zadnja leta je član ocenjevalnih komisij mladinskih projektov Turistične zveze Slovenije ter pobudnik prenašanja gozdne pedagogike na mentorje v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.
Kot predavatelj se pojavlja na mnogih domačih in mednarodnih simpozijih in seminarjih s skupnim namenom sonaravnega bivanja narave in ljudi. Za svoj prispevek in prizadevno prostovoljsko delo v turistični društveni organizaciji je leta 2012 prejel posebno priznanje Turistične zveze Slovenije. Njegove besede so: delam prav tisto, kar si želim. Nimam meje med delovnim in prostim časom. Pri meni se vse to prepleta, kar mi je super, ni pa včasih super tudi drugim. Čas vrtineckih runi, z upom, strahom in skrbmi, na jutrijska ovčeri, v njem popolnoma svatuje si, nič več sebe boj, varna si svetoj. Kraj topline in luči se tako oddaljen zdi, sardonimo govori, da za naju tu prostorani, zaživa vocoj, moja si, jasno. Svojo dlan mi podaj, vrniva se nazaj, skrivat ja za trenutek se vsaj, spit nižno te poljubi, čas ne šteje sili, star jeseni, graj spit, poznati se, pozabljeni cvet. Prejemnika plakete, gospoda Jožefa Smrkolja, je predlagala Čebelarska zveza Slovenije. Gospod Jožef Smrkolj se je v Čebelarsko zvezo Društvo Zagorje ob Savi včlanil že leta 1968, pri čemer je že takoj na začetku pokazal zanimanje za razvoj čebelarstva in delovanje samega društva, kar so opazili člani društva in ga leta 1978 imenovali za njegovega tajnika. Članstvo se je v tem času tudi po njegovi zaslugi povečalo in predvsem pomladilo. Ko so se pokazale potrebe po lastnih društvenih prostorih, je društvo na njegovo pobudo v letu 1980 kupilo zemljišče in začelo z izgradnjo doma, pri čemer je kot odličen organizator vodil dela, spodbujal ostale člane in opravil več kot 1000 ur prostovoljnega dela. Čebelarski dom je bil dograjen v letu 1984 in ves čas uspešno služi za namene delovanja Čebelarskega društva Zagorje ob Savi in tudi širše,
za izobraževanje, usposabljanj čebelarjev, za delo z mladimi, za povezovanje med čebelarskimi društvi. Gospod Jožef Smrkolj je leta 2004 postal predsednik Čebelarskega društva Zagorje ob Savi in to funkcijo uspešno opravlja še sedaj. V letu 2010 je Čebelarsko društvo Zagorje ob Savi ob Čebelarskem domu uredilo Valvazorjevo čebelarsko učno pot in postavilo učni čebelnjak, namenjen poučevanju čebelarskih krožkarjev. Omenjeno čebelarsko društvo, ki je po številu članov eno največjih v Sloveniji, prav tako zelo dobro sodeluje z lokalno skupnostjo, osnovnimi šolami in vrtci na svojem območju. Ker se Jožef Smrkolj posebej zaveda potrebe po druženju čebelarjev in izmenjavi izkušenj, že vrsto let organizira strokovne čebelarske ekskurzije doma in tudi v tujini. To pristno sodelovanje je privedlo do podpisa listin o pobratenju in medsebojnem sodelovanju s številnimi čebelarskimi društvi, tako doma kot tudi v tujini. Jožef Smrkolj je ves čas aktivno vključen v delo Čebelarske zveze Slovenije, kjer prostovoljno opravlja funkcije, ki so pomembne za razvoj in mednarodno prepoznavnost slovenskega čebelarstva. Prejemnika plakete, gospoda Janeza Šauperla, je predlagal državni svetnik Igor Antauer, podpredsednik Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta. Gospod Janez Šauperl od svoje rane mladosti deluje kot prostovolec. Najprej je začel v taborniških vrstah, kjer deluje še danes, kot predsednik TD Rod bratov Šarh. Deloval je na področju planinstva v mladinskem planinskem odseku, je predsednik Navtične zveze Slovenije, Društva Obrtnik Maribor ter predsednik OZTO Maribor. Intenzivno deluje pri ohranjanju slovenske kulturne dediščine v okviru turističnega društva Studenci. Razvija in soorganizira pomembne aktivnosti, ki oživljajo kulturno dediščino, kot je pranje perila ob Studencu, miklavževanje, pohod z lučko miru na Pekarsko gorco, ocenjevanje okolja domačij in druge. Intenzivno deluje v Mariborski turistični zvezi in Štajerski turistični zvezi, predvsem na področju prostovoljstva in humanitarne dejavnosti, saj je tudi predsednik Turistično-humanitarnega društva Glas. Je tudi organizator srečanj ljudskih godcev in pevcev pod Brajdami, organizator božičnega koncerta in veliko drugih prostovoljskih in humanitarnih aktivnosti v Studencih, Mariboru in okolici. Deluje kot član nevladnih organizacij v Mariboru in svojim delom že več desetletij prispeva k pomembnim aktivnostim na področju prostovoljstva, predvsem namenjenega mladim ter ohranjanju ljudskega izročila in tradicije. Je pomemben generator idej, aktivnosti in organizacije dogodkov, v katerih nesebično deluje in prispeva tudi precejšen del svojega časa in sredstev za njihovo organizacijo. Jaz imam tukaj še eno presenečenje za vas in sicer ob jutrišnjem miklavževanju smo vam prinesli eno parkljevo palico, ki jo uporabite v Državnem svetu in pa v parlamentu, ko boste se pogovarjali o prostovoljcih, o perspektivnih mladih in seveda tudi o tabornikih. Hvala lepa. Hvala lepa za presenečenje.
Vesel sem, da ste mi to dali, da bom uporabil za državne svetnike, ker jaz sem mislil, da ste jo zame prinesli. Tako da, hvala lepa. Prejemnika plakete, gospoda Jožeta Zrneca, je predlagala Gasilska zveza Slovenije. Življenje Jožeta Zrneca je posvečeno gasilstvu. Že kot majhen otrok je z 8 leti vstopil med gasilce. Poklicno je svoje delo opravljal kot gozdar, v prostem času pa opravljal dela na kmetiji. Ko je odslužil vojaški rok, je postal član upravnega odbora PGD Zdenska vas in bil njen član vse do leta 2012, od tega je bil 28 let poveljnik društva. Leta 1969 je bil izvoljen tudi za sektorskega poveljnika območja Dobrepolje. To funkcijo je opravljal vse do leta 1995 in tega leta še 10 let funkcijo poveljnika Gasilske zveze Dobrepolje. Na svoji gasilski poti se je nenehno izobraževal in znanje prenašal tudi na mlajše rodove. Kot poveljnik Gasilske zveze je vodil delo organov, ki so kreirali razvoj požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Še vedno, tudi letos, se, kljub starosti, udeležuje intervencij na domačem področju, kjer pomaga po svojih močeh. Vedno je bil in še vedno je pripravljen pomagati, pa naj si bo to na gasilskem področju ali pa pri delovanju vaške skupnosti, kmetijske zadruge, Karitasa ali župniškega sveta. Več desetletij je bil tudi ključar podružnične cerkve svetega Antona. Svojim delom si je pridobil velik ugled daleč naokoli meja občine in regije. Za delo v gasilski organizaciji je svojim zgledom pridobil veliko mladih ljudi, ki so se nato pridružili organizaciji. Še vedno je aktiven kot veteran v Gasilski zvezi Dobrepolje in regiji Ljubljana 2 in častni poveljnik Gasilske zveze Dobrepolje. Je zaslužen član Gasilske zveze Slovenije, ki še vedno prispeva k napredku organizacije in področja njenega dela. Sedaj pa bi prosila za besedo gospoda Jožeta Praha, ki bi povedal nekaj besed v imenu nagrajencev. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani gospod predsednik, prijatelji, prijateljice, kolege in kolegice, biti prostovolec je nedvomno lepo. In to, da smo lahko, da ste nas predlagali, se vam seveda zahvaljujemo. In nedvomno je naše moto, eden iz tistih glavnih moto našega delovanja, kar dam, to dobim. Imamo srečo, da imamo tako čudovito deželo, da imamo tako čudovite ljudi in da vsi skupaj znamo in zmoremo delati, pa naj nam to omogoča tudi država z enim glavnim rekom ali z eno glavno mislijo, ki jo vidimo lahko v ljubezni. Skratka, vsi se imejmo radi in verjamem, da tako je najlepše na tej naši deželi. Hvala.
moj zemeljski raj. Oj, ti slovenski kraj, si moj zemeljski Sprehodil sem že pol sveta in videl mnogo sem polja. Al ti si enkrat proti njim, zato po tebi Oj, ti slovenski kraj, si moj zemeljski raj. Oj, ti slovenski kraj, si moj zemeljski Zahvaljujem se vokalni skupini Ingenium za lep kulturni prispevek. Na koncu pa bi vas, dragi nagrajenci, lepo prosila, če pridete vsi skupaj k predsedniku na skupinsko fotografiranje. Seveda, po vseh teh formalnih obveznosti, ki jih bomo zdaj še opravili, pa ste vsi skupaj vljudno povabljeni v naše preddverje, da nazdravimo nagrajencem. Hvala lepa.